Dobro jutro. Upam, da imaš eno čudovito jutro. Danes sem želela se dotakniti teme, ali se skrivaš pred strankami. Kaj to pomeni? Marsikdo bi zdaj rekel, ne, itak da ne, a ne, ampak v resnici to včasih marsikdo tudi počne oziroma počnemo in sicer, kako to zgleda. Običajno je razlog za tem, a ne, da se skrivaš je v bistvu v tem, da rečemo, ne upam se izpostaviti ali pa ne upam, a ne, kaj se bojim, karkoli se bojim, nima veze, ampak to, da si ne upaš v bistvu stopiti v javnost, se predstaviti, povedati, kaj počneš, dati ven svoje ponudbe, v bistvu pomeni, da svojim strankam potencialnim sploh ne daš možnosti, da te lahko spoznajo, da te lahko vidijo, da spoznajo tvoje delo. In zdaj si samo predstavljaj, od koga ti običajno kupiš. A kupuješ od nekoga, ki se skriva in je mogoče samo razlog, da ni samozavesten ali karkoli, a ne? Ali kupiš od nekoga, ki je samozavestno, ki samozavestno pove, kakšna je njegova ponudba, ki stoji za tem, kaj dela in tako naprej. Verjetno bo večina rekla, da te drugi, a ne? In enako na te gledajo tudi tvoje stranke. In pomembno je, a ne, kaj dajemo v svet in kako se tudi predstavljamo, ker tudi če se mi skrivamo, pa tudi če nam je nerodno, bodo to naše potencialne stranke, če nas že opazijo, tudi začutile. In takoj, ko bodo začutile, da mi nekaj skrivamo, tudi če ne bodo vedle, kaj je to, a ne, se takoj avtomatsko začne zbijati zaupanje. Zaupanje pa je ključno pri tem, da sploh se potem odločijo za naslednji korak ali celo za nakup. A ne, zato je zelo, zelo pomembno, da se res vprašamo, ali se skrivam pred strankami. A ne? Ali se tako celo dobro skrivam, da me sploh ne najdejo, ali se samo skrivam in potem tudi, kaj lahko seveda narediš. In sem rekla prej, ko smo šli z mojo psičko Čili na sprehod, sem se rekla, pa kaj pa, če bi naredili danes eno vajo, da v bistvu gremo čez to, oziroma ja, da prebijemo ta led, če slučajno imaš ta problem, oziroma te je strah, ali pa da si ne zaupaš, ali pa karkoli pač je, da se v bistvu na nek način skrivaš pred strankami. In te povabim, da naredimo mogoče skupaj to vajo. Ful je kratka, ni nič takšnega. Prvo bomo naredili par vdihov, da gremo v telo, da se sprostimo in tako naprej. Pa te povabim, a ne, jutro je fajn, da mogoče tudi malo se predihamo. Pa mogoče naredimo globoko vdih, pa izdih. Pa poskusi se malo prezemljiti oziroma priti v svoje telo, tudi če ful divjaš. Pa še en vdih, pa izdih. Zdaj pa si probaj predstavljati, če ti je lažje, si lahko tudi zapreš oči, komot, ali pa pač si samo predstavljaš, če odstraniš tale strah, ki te blokira. Tale strah, ki ti govori, ne upam si, ali pa ne zmorem, a ne? Od zadaj je strah. Ne bomo ga analizirali, samo predstavljaj si, da tega straha ni. Kaj bi takrat naredil oziroma naredila, če ga ne bi bilo? Skusi si predstavljati, kaj bi naredila. In mogoče bo tvoja misel, z veseljem bi iz srca napisala objavo na družabnih omrežjih. Ali pa bi poslala mail, ali pa bi v živo, ko greš po ulici, nekoga pozdravila in se mu nasmejala. Ali pa bi poklicala nekoga, pa mu rekla samo hvala, mail lep dan in tako naprej. Ali pa bi mogoče naredila kakšen live video, ali pa posnela video. A ne? In si probaj predstavljati, kaj bi to bilo in te potem povabim po tej vaji, da zapišeš spodaj v komentar, zato da bomo malo dobili tudi druge vsi ideje, kaj vse bi lahko naredili. In zdaj, ko imaš vsaj eno zadevo, pač nekaj, kar bi naredila, ali pa naredil, poskusi točno to narediti danes. In to je v bistvu vse, kar je od te vaje. To je vse. Se pravi, predstavljaš, ko najdeš torej tisto, kaj bi naredila, če ne bi bilo straha, greš samo danes v akcijo in točno to narediš. Če je bilo, da napišeš iz srca neko objavo na družabnih omrežjih, napiši,
pa me potegaj, da bom s tabo praznovala. Če je bila tvoja misel, da bi se priklopil ali pa priklopila live, ne išči izgovorov, zakaj ne, ampak enostavno vklopi se live, tudi če bo 3 minutke, super, pa me tudi lahko potegaš, da bom s tabo lahko praznovala. Skratka, da res prebiješ in samo predstavljaj si, zjutraj, ko se zbudiš, bo ta strah v bistvu pri tebi že raztopljen. In lahko danes narediš ta korak, da greš čez to in se pač, če tako rečem, nehaj skrivati pred svetom, ker stranke, tvoje idealne stranke te čakajo in te potrebujejo in si želijo tvoje podpore. Tudi če še nimaš vseh certifikatov, vsega znanja, ki misliš, da ga moraš imeti, zagotovo je nekdo, ki ima manj in ki ga lahko podpreš in ki je tvoja idealna stranka v tem trenutku. In čaka na te, da mu pomagaš, da mu izboljšaš življenje, da mu rešiš problem in tako naprej. Okay? Tako da, če želiš, lahko si še enkrat tale kratki video tudi zavrtiš, pa še enkrat mogoče narediš to vajico. Jaz te pa res vabim, da spodaj v komentar zapišeš, torej kaj bi naredil oziroma naredila, če ne bi imela tega straha in potem greš v akcijo. Evo, mi se pa vidimo kasneje. Uživaj in en čudovit dan. Čau, čau.